Potrebujemo take vrste produkte, ki bodo skrbeli za varnost pripadnikov naših obrambnih in zaščitnih sil. Vedeti morate, da morajo najbolj varni biti vselej najprej tisti, ki pomoč nudijo. Če naj bodo na razpolago našim ljudem, potem mora biti njihova oprema zelo dobra. Toda naučiti se bomo morali še nečesa. In tukaj razstavljalci, proizvajalci, velja spet vam poseben poziv. Videli smo, da naši ljudje takrat, ko so prizadeti, pričakujejo, da bodo prišle vse inštitucije na pomoč. Uporabljam namerno izraz, ki ga poznajo v gasilski zvezi oziroma ki ga uporabljajo naši gasilci. Na pomoč. Ljudje se zavedajo, da so naši prostovoljni poklicni gasilci tisti in pripadniki celotnega zaščitno-reševalnega sistema tisti, ki bojo prvi prišli na pomoč. Ampak naši ljudje se morajo tudi zavedati, da je treba tudi sam nekaj narediti za to, da si samozaščitno osveščen in opremljen. Če naj pridejo reševalci dobro in učinkovito na pomoč, potem naj tudi vsakdo od nas zasebno razume, da je treba investirati v varnost in zaščito svojega premoženja. Pa ne samo z zavarovalno polico, ampak tudi z znanjem, kako pomagati sebi in svojim najbližjim sosedom. Tega zavedanja smo zadnje čase vse manj deležni. Zato iz tega, lahko rečem, nekritičnega, ne samo zavedanja, da je treba tudi sam nekaj znati in investirati, izhajajo razne kritike. Toda, gospe in gospodje, spoštovani proizvajalci, na vas je, da iščete rešitve v smeri opreme tudi za vsakega posameznika, za vsakega običajnega državljana, opreme in njegovega znanja, da bo znal tudi sam v najhujšem trenutku ravnati osveščeno, samozaščitno in predvsem pravilno. Da bi to zmogli, bo treba še veliko vlagati v razvoj, raziskave in razvijanje tudi novih tehnologij. Zavedamo se, da obrambna industrija danes v mednarodnem okolju in tudi v Sloveniji išče ekonomsko najbolj optimalne rešitve. Toda ni mogoče teh ekonomskih rešitev graditi na pričakovanju velikih zaslužkov. Zato je prav, da razumete, da je treba z razvojem, raziskavami in tudi novimi tehnologijami postati ali delati v smeri te naše skupne varčnosti. Ministrstvo za obrambo je v preteklih letih ogromno investiralo v raziskave in razvoj, tako družboslovne, humanistične, kot tudi naravoslovne. Veliko je investiralo vsako leto od leta 2004 dalje najmanj 10 do 15 milijonov evrov tudi v tehnološke projekte. Na tem sejmu boste, spoštovani obiskovalci in obiskovalke, videli nekaj produktov tega znanja. Videli boste mobilni testni laboratorij, gorivne celice, hitro kamero, videli boste nazadnje novo bojno uniformo Slovenske vojske. Toda to, kar od tu dalje, od investicij v raziskave in razvoj potrebujemo, je, da bi tudi podjetniki stopili zraven teh naših razvojnih inštitucij in v njihovih produktih prepoznali produkte, ki bi jih bilo treba kasneje množično proizvajati. V tem trenutku smo soočeni z dejstvom, da smo razvili, celo patentirali nova odkritja, nove produkte, toda sedaj se potrebujejo sredstva, tudi tista iz naslova spodbujanja podjetništva, da bi lahko podjetja ta odkritja proizvedla v množični obliki in da bi z njimi nastopila tudi na mednarodnih trgih. Tu pa
Potrebujemo novo zavezništvo, zavezništvo, ki se mora ustvariti tudi na tem sejmu, in to je zavezništvo med nami, porabniki sredstev za zaščito, reševanje, pomoč, varovanje in obrambo in tistimi, ki to proizvajajo. To zavezništvo se mora videti tudi med gospodarskimi organizacijami. Res je, imamo grozd obrambne industrije pri gospodarski zbornici. Toda ta podjetja in gospodarsko zbornico Slovenije prosimo, da razširijo svoj pogled na celoten sistem varovanja, da razširijo pogled na proizvajalce, ki skrbijo ne samo za obrambne in vojaške potrebe, ampak predvsem tudi za potrebe opremljanja slovenske policije, za potrebe opremljanja naših gasilcev, gasilk in vseh reševalnih organizacij. Šele ko bomo poskrbeli za vse te naše uporabnike in ko bomo znali te produkte razvoja nameniti dejansko našim uporabnikom, bomo vedeli, da je bil krog zaključen. Ta sejem tu je ena od točk tega pomembnega kroga. Kroga med generacijami. Vesela sem, da so tukaj z nami predstavniki tudi veteranskih organizacij. Ta sejem tu je pomembna točka sklenjenega kroga gospodarstva, domačega in tujega, mednarodnega, je pomembna točka sklenjenega kroga vseh, ki tako na vojaškem, zaščitno-reševalnem kot policijskem področju skrbijo za varnost naših državljanov, in je pomembna točka povezovanja med državami. Zato naj predstavnikom vseh 13 držav, tudi predstavnikom diplomatskega in obrambnega ter vojaškega diplomatskega zbora tukaj prisotnim sporočim, da me veseli, da smo skupaj z vami tu in da je prav, da skupaj v teh dnevih do konca sejma razvijemo zavezništvo zavedanja o poslovnih priložnostih in zavezništvo zavedanja o tem, da smo vsi mi tu zaradi naših ljudi. Srečno vsem!